Izhodišče za začetek današnje kateheze za odrasle, veruko za odrasle, ki ga imamo po tako okvirno temo, nič se bati, ne? Nič se bati, kaj priti, pa kaj novega zvedeti, ravno obratno. Človek bi moral hrepeneti, da tudi na področju vere, na področju Svetega pisma znova in znova kaj izve, ker tako rastemo, drugače zaspimo. Če pa stojimo, zaspimo, v bistvu nazadujemo. Pa bi za začetek bi še prebral en odlomek iz prvega pisma Korinčanom. Mnogi ga poznamo na pamet, ali pa poznate tudi vi, noter je tisti slavospev o ljubezni. Ampak samo uvod bom prebral, ker je zelo povezan prav z postom in potem tudi z, tako kot si rekel, z dobrimi deli, a ne? Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa ne bi imel srebrneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel preroštvo, da bi poznal vse skrivnosti in vse spoznanje, in ko bi imel vso vero tako, da bi gore prestavljal, ljubezni pa ne bi imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Božja beseda. Takole, zakaj sem ta odlomek še posebej izbral? Zato, ker želim poudariti, da tudi zapovedi te cerkvene, pa tudi vse, kar mi počnemo, tudi v postnem času, v katerem smo, in četrta zapoved ima, seveda govori prav o postnem času, ima svoj pomen samo, če sloni v ljubezni. Nezategnenosti, ne gledanje drugih pod prste, pod jezik, pod kozarec, pod žep, ampak da vse sloni na ljubezni. Da delamo iz ljubezni, da razmišljamo v okviru ljubezni, ne pozabiti, kot je apostol Jakob lepo rekel, Janez, Bog je ljubezen. In v tem duhu moramo razumeti tudi četrto zapoved, ki približno poznamo, a ne? Peta nam je pa že malo bolj taka, kako bi rekel, je bolj diskutabilna, a ne? Ker nas udari po žepu, a ne? Bomo videli, gremo na četrto. Mi gre tale Kristus iz naše cerkve, ne, iz vitraža. Četrta zapoved se dobesedno glasi takole zdaj. Zdrži se uživanja mesa in upoštevaj post v dnevih, ki jih cerkev določi. In v katekizmu katoliške cerkev je pa samo ta razlaga, lejte. Ta zapoved ščiti čase askeze in pokore, ki nas pripravljajo na bogoslužne praznike in nam omogoča doseči gospodstvo nad našimi nagnjenji in svobodo srca. Gospodstvo, veste, kaj to pomeni? Da si gospod, ne? Gentleman pol. Ena knjiga je šla lani na to temo, pa ne smem reklame dela, zato ne bom. Si upaš biti gospod, ne? Se pravi, upaš ti biti tukaj močan, da si boš s svojim prizadevanjem, svojo odločenostjo, svojo zavzetostjo in svojo ljubeznijo in vero in zaupanjem v Gospoda naredil tak korak svoje duhovne poti v tem postnem času, ki ga lahko potegneš tudi naprej, ne? Da boš lahko gospodoval nad svojimi grešnimi nagnjenji, ne? In da boš lahko prost vsega, ne? Da boš imel svobodno srce, da boš imel srce samo za ljubezen, če rečemo tako, malo duhovno. Ampak kaj pa je ljubezen? Ljubezen je vedno konkretna. Bog je konkreten, naši bližnji so konkretni, svet je konkreten, mi smo konkretni. Če ne verjamemo, da smo konkretni, se poščipimo, pa ste videli, ne, pa še sosede, če vam pustijo. To je to, ne, konkretni. In gremo mačka naprej pogledati, kaj te stvari preprosto še malo pomenijo, ne. Gospodstvo nad nagnjeni. Vsi imamo kakšne nagnjenje. Nekatere, kot bi rekel, so posledice izvirnega greha, nekatere imamo pa tudi še mi, morda vsak izmed nas kakšno bolj prisotno,
zaradi tega, ker morda nismo se pravočasno lotili delati, jo premagovati, se boriti zoper njo, nekaj se pa skozi v nas vleče, ta nagnjenost k sebi, a ne? Nagnjenost k sebi. In to je v Svetem pismu navzoče že od vsega začetka, ne? Adam in Eva, ne? Najbolj izrazito pa to nastopi v primeru Kaina in Abela, ne? Tam, ko Kain sklene, da bo umoril svojega brata. In Gospod mu spregovori na srce, na razum, ne vem točno kako, ni zapisano. Pravi, poželjenje je v tebi, ampak ti mu gospoduj. On mu tudi vse pove, kaj namerava, ne? Svojega brata želiš ubiti. Ampak pravi, v tebi je poželjenje, ampak ti mu gospoduj. Razumete? Kakšna močna beseda od začetka Svetega pisma. In poželjenja so različnih vrst. A ne, mi mislimo velikokrat v tem sodobnem svetu, ki je čist nabit s spolnostjo, pa erotiko, pa tem, da je samo s tem. Ne. Poželjenje do denarja, do bogatstva, do znanja, do lepote, če hočete, do zunanje podobe, do tega, da bodo drugi imeli za dobrega, boljšega, a ne, najbolj pametnega, najlepšega, ne vem kaj, vse. Vse to je v nas. Prihaja buta, ne vemo, da od zadaj deluje še, kot bi apostol Pavel Efežanom reče, temne sile zla, ne, in hudobni duh, ki nas pumpajo, ne, daj nekaj nase, ne, tako kot je Adama in Eva. Eva in Adama, katerokoli vrstni reče, kdo hoče. Dajte, tudi apostol Janez, nekako nič namreč, kar je na svetu, poželjenje mesa, oči, ne, hitro čutimo te zgodbe. In napuh zaradi imetja, ne? Napuh zaradi imetja. Ni iz očeta, to se pravi iz Boga, ampak je iz sveta. Kdo je pa gospodar tega sveta? Kako Jezus imenuje na enem mestu hudobnega duha? Gospodar tega sveta. Gospodar tega sveta. Pa mi ga lahko premagamo, ne? Če se naslonimo na Boga. Ker hudič ni konkurenca Bogu. Bog, če je z nami, hudič zgubi vse argumente. In potem seveda Pavel v Rimljanom, poglejte, naj ne kraljuje greha, ne? Tako da bi se vdajali njegovim poželjenjem. Odložite treba starega človeka, mi smo kristjani, s krstom smo odložili, ne? Mi že kot otroci, čeprav morda bolj v veri staršev, nekateri pa kot odrasli, odložili starega človeka dola, ne? In zato so na velikonočno vigilijo, morda bomo kdaj spet imeli katehumene, in bomo pa prav oblekli, se jih obleče v belo obleko, ne? Ni več starega človeka, zdaj je izbrisan je greh, nedolžnost imaš in včasih so nosili potem to belo obleko cel teden, do naslednje nedelje, ki se zato imenuje bela nedelja, star človek, ne? Čeprav nas kar naprej vleče, veste, si dobro veste. Vsi imamo izkušnjo, tisti, ki smo bili kot otroci krščeni, kot tisti, ki ste bili odrasli. Kar naprej nas vleče neko poželjenje k tem stvarem. Zakaj? Morda zato, ker so blizu, ne? Ker je okusno, začutimo, zatipamo. Ampak veste, Bog je tudi dober, tudi Bog deluje na teh področjih, a ne? On želi, da imamo radi te stvari in da jih okusimo, otipamo, vidimo in da za temi lepimi stvarmi vidimo tistega, ki je ustvaril. In da ne ostanemo samo pri tem, ne? Vino srce razveseljuje, ne? Okus, stara zaveza, ne? Lepe stvari, glej stvarstvo, vse to. In sam se nam Gospod daje pri maši pod podobo kruha, ne? Ga lahko vidimo. Ga lahko otipamo, ga lahko okusimo pod podobo kruha in lani smo imeli za en praznik, tudi smo šli ob Hailu lahko pod podobo vina, ne? Vse lahko. Bog želi, da smo mi to, a ne želi pa, da smo odvisni od tega in da se ustavimo na tem, ne? Tako kot Pavel, pa tudi že modrostna knjiga Stare zaveze, da pameten človek s pomočjo razuma, s primerjanjem, ko gleda svet in vesoljstvo, sklepa na tistega, ki je vse to naredil, ne ostane pri stvarstvu, ampak gleda na stvarnika. In isto je pri teh, ne?
ne ostanem samo pri tem, ampak gledam preko tega k tistemu, ki je vse to dal nama. Ne? Svoboda srca, ne? To je pa res, ko si svoboden, ko imaš vse, lahko imaš vse, pa nisi ujetnik. Lahko vidiš vse, pa nisi ujetnik. Ne poželjenja, ne greha. Čeprav to buta, ne ponavljam. Tudi tako velikokrat, veste, ljudje, ko pride tako v spovedi, se ne bom izdal nobene spovedne molčečnosti. Pa me je malo kje vleklo. To ni greha, veste, to se pojavlja, ne? To se pojavlja, temu rečemo skušnjave, ki so različnega značaja, različnih področij, ne? Greh je takrat, ko pa jaz začnem skušnjavo, ali pa včasih še skušnjavcem, kar je tudi druga podoba za hudobnega duha, debatirata, ne? In počasi sprejmem tisto skušnjavo kot realno opcijo, ki mi bo prinesla nekaj lepega, zadovoljnega, takega, nek užitek, če hočete, ne? Neko polnost, kratkoročno ali pa dolgoročno. Takrat je zato pravijo, da je treba skušnjavo ustaviti na začetku. Zapravim, takrat si prost vsega. Kdo more reči, že starozavezna modrostna literatura, kdo more reči, čisto moje srce prosem svojega greha? Nobeden. Ste niti en svetnik. Noben ni prost greha. Zdaj so že tisti, ki so v nebesih, ko so bili na zemlji, niso bili. Sem vam že rekel, kako sem bil jaz kot bogoslovec presenečen, ko sem zvedel, da mati Terezija hodi vsake 10 dni k spovedi. Se ni treba pretiravati, ne? Jaz sem imel preveč dela, malo se hecam. Na enkrat mesec pa le prite. Ampak da je pa kapucino moloka. Ampak hočem reči, ne, za ljudi, ki mislimo, da so svetniki, a ne? In so bili tudi živi svetniki to. Ampak čutili so greha, ne? Veste, in tudi tako počasi, ko zoriš, ne? In tudi, ko gledate, verjetno vi, tisti, ki ste že mojih let, kakšen mesec več ali manj, že veste, ne, kako počasi z leti dozorevaš, ko določene stvari zoriš, se ti hkrati tudi na teh področju poznavanja slabega odpirajo obzorja, ne, ki prej sploh nisi vedel, da imaš. Pa potem odkriješ, da je kaj v tebi, a ne? Se pravi, kdo more reči nihče, potem pa še tlejte apostol Pavel, to so bili res možje, ki so predelali stvari in seveda z Božjo milostjo in po Božjem navdihu to tudi napisali. Biti prost vsega pomeni biti svoboden, a ne? Nekaj pa delati, ne da bi mogel ali pa hotel tisto premagovati, pomeni namreč, da si jetnik, da si v zaporu, a ne? Zato poznamo te Marije, ki razrešuje vozle, a ne? Si poznate to, najprej pomočnica in kdo najbolj Bog sama, ne? Marija je tista, ki jo Bog daje, a ne? Kot eno tako posrednico vmes in pomočnico, da nam laže, ker nam je blizu, ker je bila v polnosti samo človek in je še vedno, sicer nebesi z dušo in telesom, da bi mi malo bolj razumeli, a ne? Kdo pa v resnici razvezuje te vozle našega suženstva? Edini Bog. Edini Bog. In kdo je bil edini brez greha? Jezus. Preizkušen vsem, brez greha pa ne. Zato radi izkoriščamo te milosti, ne? In bodimo res svobodni, a ne? Pavel je imel res, ima cele traktate o svobodi, a ne? Pa že Jezus, a ne? Za svobodo ste poklicani. Resnica vas bo osvobodila, a ne? Samo to. Ko bi rekel, resnico ljuben tudi do sebe, ne? Glejte, Peter tudi, svobodo in obljubljajo sami, pa so sužni pokvarjenosti. Čemur namreč kdo podleže, temu je sužen, ne? Se pa da, se spomnite tega, ko je za nas sladoled, to je krasno, smo zelo rad, ne? Menda sta, ne delam reklame, si ni proizvajalca gor. Ampak tako je lepo, veš, ko sta dve vrste, ena taka, ko poliješ, še vedno mehko ostane, ne? Ena pa, ko daš na sladoled, pa trdo rataš, kako je tisto dobro, ne? Res sladki greh so dali dobro ime.
In greh se nam vedno prikazuje, pa to v skušnjavi, greh se nam prikazuje kot nekaj sladkega, dobrega, privlačnega, od Eve naprej, a ne? Od Eve naprej. Nikoli ne boš ti delati nekaj zlepa, ne bom rekel, no? Kot slabo, z namenom, da bo slabo naredil, ali pa da ti bo neko dejanje slabo prineslo, ali pa da ti bo prineslo nekaj sladkega, okusnega, dobrega, ne vem, kar ima že na tistem področju, na katerem je kdorkoli že izmed nas tak, bomo rekli, dovzeten, ne, za tisto, da mu godi, da mu paše. Zdaj pa gremo v postno postavo. Postno postavo, ki jo vsako leto škofje obnovijo, v glavnem je vedno ista, je v glavnem vezana na to zunanjo našo držo odpovedi. Ne? Ampak moram pa izrecno povedati, da post ni samo to. Post ima tako kot vse dobre stvari v našem življenju, v trojstvu. Ne? Sveta Trojica, en Bog, vera, upanje, ljubezen. Ne? In post ima isto 3 razsežnosti. Post, molitev in miloščina. Tako so rekli, pa dobra dela. Ne? Vse 3 dimenzije so. In seveda škofje morajo določiti nekatere stvari, in tudi župnik je to poudaril, ampak je tudi poudaril, se spomnite tudi drugo, da bomo zbirali letos v letošnjem postnem času, da se bomo tistemu, čemer se bomo odpovedali in s tem torej nekaj prihranili, a ne? Je to minimum, kar lahko dam potem za potrebe, smo rekli, preganjanih kristjanov v Siriji pa Nigeriji. To je minimum, a ne? Ker v bistvu tisto, če se odločim za neko dejanje postno, recimo, da ne bom pil, a ne, drugačem vsak dan eno pivo, recimo, ne vem, koliko je v gostilni pivo, ne vem, kdaj, ponavadi ga tudi, če sem kdaj na pivo, ga ne plačam, kar je v redu, ne. Ampak recimo, da je 4 evra, ne, najbrž dosti ne pretiravam, ali pa tam nekje. To pomeni, če sem še prej vsak dan na pivo in zdaj v postnem času ne grem, a ne, in recimo, da je post, res vzamem post dobesedno, da nedelje in praznike niso postni čas, a ne, čeprav so lahko, tudi takrat, torej, koliko je 40x4, a ne, ker nekaj denarja. Razumete? Ali pa če kdo kadi, pa cel post ne kadi, ali pa en dan ne kadi, a ne, je to, ima že kar nekaj. Ali pa kdo drug kaj sladkega. Ali pa kaj podobnega. To je v bistvu tisti minimum, a ne? Ampak vedno pa moram več dati, ker če se lotim posta iz ljubezni do Boga in do ljudi, potem seveda ima ta post vedno konkretne stvari. A ne? Sem bolj, kako bi rekel, sem bolj dojemljiv za druge, jih bolj razumem, bolj vidim stiske okrog sebe, ne? Bolj čutim, da so potrebni pomoči. Ali besede, ali prijazne besede, ali spodbude, ali tega, da, kot rečemo v ljudski govorici, da koga prav pobožamo. Ne? Izmišljam si zdaj, ne? Če žena vedno, ko je kaj spregovori, že alergična na to, ne pomeni, da je nekaj narobe. Ne? Je treba je prav pobožati, kot rečemo, tako po domače, ali pa obratno, ne? Prav spodbuditi. Ne? Za vse to je postni čas. Se pravi, postje so rekli, škofje so rekli, da je postni čas, koliko traja, vemo, da je strogi post na pepelnično sredo, na veliki petek, takrat samo enkrat na dan se do sitega ne jem, absolutno ni mesa, traja 40 dni, vmes so sicer še nedelje, pa prazniki, ki zaradi nedelje je velika noč, ne? Na veliko noč se ne postimo in vsaka nedelja je mala velika noč, zato takrat ni post, lahko ga pa potegnemo, ne? In je torej ga vključen v teh 40 dni, pa še pomnožim. Potem pa če še kakšen praznik so napisali, pa če sedmina, ne, recimo, ko je ali pa kaj podobnega rojstni dan, takrat odpade, pač potem kaj drugega naredim. In to veže strogi post od 18. do 60. leta, dobršen del tukaj nas je že prostih, a ne? Vi ste pa še na poti, da boste prosti tega strogega posta ostali. Malo se hecam, a ne? To so omejitve, tako, veš, kovčki, ki nekaj povejo, tako kot prometni znaki. Od tu do tu je večina ljudi sposobnih se pustiti. Nekateri vem, da so že mlajši kot 18 let ali pa 16 pa vzamejo strogi post bolj resno, kakor tista srednja generacija, ki jo absolutno veže, razen če so bolni ali kaj drugega, se vemo, ne?
In tudi mnogi starejši od 60 let so zelo resno vzamejo. Ampak tisto je pa kar velikokrat pozabljamo, da je zdržek od mesnih jedi vse petke v letu. Kristjan, katoličan praviloma o petkih ne je mesa. To vsaka gospodinja brez težav poskrbi, tudi v šolah se da tako zmeniti, tudi v službah se da reči, da morda, če je vsak petek meso, pa reče, dajte tiste ribe, ki so v ponedeljkih predstaviti, prosimo na petek, a ne? Vse se da. Moramo povedati, da je možno to narediti. In morda še tista kuharica hodi v sosedno Faroh Maša, ne? Pa je nihče ni rekel, niti vi niste rekli, glih takrat, ki je pa župnik posno postavo oznanjal, je bila pa v hribih, a ne? Izmišljamo se, pa ni slišala. Skratka, vse se da. In v navadne petke med letom, če se pa kdaj ne morem postiti, pa to lahko nadomestim s kakšnim dobrim delom, a ne? Neko dobro delo usmiljenja do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi pa veže vse vernike od izpolnjenega 14. leta. Zdaj ima pa nekih vzgrčkljivih vprašanj, ne? Katoličan, ki je vegetarijanc, njemu se nikoli ni treba zdržati mesa. A je on potem povabljen, da se recimo na pepelnico pa veliki petek zdrži mesa, ker ga ne je. Je povabljen, da se pa zdrži kaj takega, kar sicer zelo rad je. Ne vem, katero zelenjavo ima rad. Ker mnogi vegetarijanci jedo ribe, ne? Sicer torej niso pravi vegetarijanci, ampak jih. Vegani pa so zelenjavo. Se pravi, takrat narediš kaj drugega, ne? Se postiš v tisti stvari. Tudi to ni pravi post. Če imaš ribe rad, pa greš na veliki petek, pa na pepelnico, na najboljše ribe, sveste reklame, ne? Tudi jaz jih slišim, ne? Vabijo gostilne in restauracije na veliki petek, na odlično kosilo in večerjo z ribjimi jedmi. In če jih imam jaz rad, jaz nimam težav, ki jih nimam rad, ne? Tako da, jaz se moram meso odpovedati, eni bi se morali torej pa ribama, ne? Ker ima riba rad. In skratka, vedno lahko najdemo načina, ne? Pa še tako bi lahko razpravljali. 5. zapoved, to je pa zanimivo, to je pa smo rekli, da je zdaj malo drugačna, kot je bila včasih. Prej je bila sklepaj zakon po cerkvenih določbah, zdaj izgleda, da so škofje rekli, da ali pa videli, da večina se jih torej poroči, ali pa jih ne nagovori več, ne vem kaj, ne? Pri Svetem sedežu so povedali 5. zapoved, da je drugače. Podpiraj cerkev v njenih gmotnih potrebah. Ta zapoved pove, da so verniki dolžni skrbeti za gmotne potrebe cerkve, vsak po svojih zmožnostih. Tule imamo en primer, ne? Kako smo podpirali takrat pred 3 leti, ko so bile poplave? Treba je bilo priti sem, z lopato, v škornjih, v kombinezonih, s traktorji, z onimi, plugom, ki rine sneg, a ne, da smo tisti mul rinili, in pol je bilo še treba čistiti in ponovno čistiti, ne 3krat je bilo treba okna, pa med okni, pa fasado sprati, in potem je bilo treba tudi sanirati, ker nismo nič dobili za to še ne. Smo pa dobili, hvala Bogu, za računalnik, ker nam ga je malo zalilo. Vse ostalo je bilo pa treba nadomestiti, in imamo še vedno posledice, recimo sem tako, da ste razumeli, tole odstopa ne zaradi tega, ker se je župnik z glavo zaletel noter ali pa otroci, ampak je to vse posledica vlage, ki se je nabrala in žal stoji. Sem tako kot primer, da boste razumeli. Zakaj cerkev potrebuje gmotna sredstva? Gmotna sredstva so različna, ne? So finance, so pa tudi kaj drugega, ne? Je tudi krompir lahko, so tudi klobase, je lahko tudi les, je lahko tudi pesek, pirh recimo, ne? Sem hudo je, če je preveč pirhov na kupu, veš. Si pa dobro izval, ne? Ker se spomnim, sem bil kot otrok mejhan, bogi župnik, pa še Mežnar ga je takrat vozil že, imel ga fičkota, on je pri vsaki kapelci dobil po 40-50 jajca, veš. Pa morda bi rekel danes za njih 20 € drobi kovančkov, ne? Kaj on s temi jajci počel, pojma nimam.
Nekateri so bile pirhije, nekateri so bili večina pa jajce, one še skuhani niso bili. Skratka je treba tudi pri tem imeti razum. Ne? V Svetopismu nas večkrat vabi, da smo tudi preudarni in nerazumni. Ne? Torej, ne vem, izmišljam si primer, če bi radi župniku pomagali, pa mislite, da bi bilo dobro kakšno oblačilo kupiti. Ne kupujte mu kopalke brez veze. Ne? On gre zelo redko kdaj na morje in jih ima. A razumete? Si malo preudaren, ne dajte kaj drugega. Če se pravi, 3 taka področja pa bi lahko še kaj našli, za kar cerkev potrebuje tudi gmotna sredstva. Prvo je dobrodelnost, drugi so sredstva za tiste, ki se posvetijo služenju v cerkvi. Tretje pa seveda gmotno vzdrževanje cerkva in tega, kar imamo v naših župnijah, naši škofiji doma in po svetu. Pa tudi gradnje, Tudi gradnje, v misijonih pomagamo. Pomagamo tam, kjer so kristjani preganjeni. Povsod potrebujemo gmotna sredstva. Sem tako, da se mečken nam oči odprejo. To je krasna slika Limbarska gora. A vidite, tlele, to je stara fotografija, včasih je bilo zelo veliko beračev. In tlele en berač prosi, in tudi prav piše tam na fotografiji, deklica daje denar beraču. Pomagati ubogim, dobrodelnost. Še nekaj bi prej povedal. Poglejte, darovanje, dati od sebe za potrebe cerkve, ljudi, različnih potreb je v cerkvi tako pomembno, da je praviloma, pri nas te izkušnje nimamo v Poljanah, pa v Javorjah, smo malo pozabili na to, da je sestavni del svete maše. In ko gremo iz prvega dela svete maše, ki se konča torej po Božji besedi, ko je župnik razloži, spovemo vero in odgovor je potem še izročimo Gospodu prošnje. In potem se začne pa drugi del svete maše, ki mu rečemo pa darovanski del, ker se Gospod daruje. Ponavlja na nek krvav način daritev na križu. In torej naš odziv na Gospodovo daritev je, da pač tudi mi darujemo tisto, kar lahko. Zato se vedno v cerkvi na tem mestu povsod po svetu pobira v pusto za potrebe cerkve, revežev, imamo namenske nabirke, si poznate, pri nas ne poznamo toliko, ker ne oznanjamo, druge pa, ker je to redno pa je. Vsak mesec je kakšna nabirka za Karitas, za semenišče, za misijone, za škofove zavode, za teološko fakulteto, pol je včasih še izredna nabirka kakšna, ko se zgodi kakšna tragedija po svetu, je tudi še, ali pa recimo 23. je bila tudi še za poplave, Vedno je kaj. In to je praviloma vedno na tem mestu. Se pravi, znamenje našega deleženja pri Kristusovi daritvi je, da tudi mi se notranje pripravimo, zunanji izraz je pa kaj? So pa drže in s tem, da nekaj dam v pusto po domače. Pa nas pa žal tega ni, morda bo kdaj. Se pravi, darovanje, dati od sebe, dati za nekoga, ali pa preprosto ljubiti. Ljubezen pa ima vedno konkretna obličja. Če ima fan punco rad, je bo poljubil, je objel in seveda tudi obratno. Če ljubim ljudi, ki so v stiski, bom pa dal na drug način. Enim ne morem pomagati drugače, ker ne morem do njih in pomagam tako, da dam tudi finančna sredstva. Zato pomagamo. Se pravi, dobrodelnost je eden od bistvenih izrazov in je v bistvu sodi k samemu bistvu krščanstva. In zato je na to mesto postavljeno pri maši. In sodi k maši. Imamo tudi peharje, pa vse tisto, pa nabiralnike potem. Zato tudi komunisti so to vedeli, veste, zato so po vojni prepovedali. Ko so hoteli uničiti cerkev, so prepovedali dobrodelnost cerkvi. Ni smelo biti Karitas, ni smelo biti nobenih socialnih in teh dobrodelnih ustanov, kar je bilo vedno. Tisti vic poznate, moram ga zelo osvežiti.
To je zapisal en duhovnik, ki ga je zasliševal, ki je bil zaprt po vojni in ga je eden od teh udbovcih zasliševal, ali je bil Ribičič ali Rotar, se ni važno. Eden od teh in je rekel, dajte biti pameten, bo gledajte, čez 10 let, ko ne bo ne cerkve in nobenega duhovnika več, morda bo kakšen v Naftalinu v muzeju. Ne? In ta duhovnik je preživel to in je zapisal. Skratka, oni so imeli res namen uničiti in so prepovedali vse, kar je bilo možno, da bi cerkev delovala tudi na zunanjem področju. Ne? Vsi so pomagali, je bilo te pomoči znotraj, med sosedske, med kristjani je bilo, ampak uradno ni bilo. Na skrivaj je bil edini, kar je bil predal dobrote pri ognišču revija. Ne? Tam so se malo švercali, pa še tam so mu parkrat prepovedali, da bi zbiral. Ne? Ali pa za misijone se je malo zbiralo, pa to. Ampak to je šlo bolj mečken tam prek škofije v poznih letih. No, in meni grede, vaš župnik, je sicer živ v muzeju, ni bil pa v Naftalinu, sem to povem. Zdaj ni več v muzeju, je pa podobno. Se pravi, je bilo prepovedano imeti Karitas, vse dobrodelne, socialne, nič se tega ni smelo delati. Ne? Tudi zbirati niso smela. Župniki so bili pa iznajdljivi. Navkljub samo. Recimo, to pa še vedno praksa v cerkvi na Slovenskem in tudi zdaj ne vem, kako je bilo v Poljanah, ampak zdaj smo začeli prakticirati, da če se recimo kakšna nesreča zgodila in je umrl mlad gospodar ali pa žena, ne? Takrat je šla nabirka, so prav povedali ljudem, je šla za tisto družino, ki je doživela tisto nesrečo. In to smo tudi zdaj že pri nas letos dvakrat imeli. Ne bom sicer govoril, koliko je bilo, ampak obakrat so bili ljudje povabljeni, da to dajo. Ne? Se pravi, približno tako so potem se je šlo izraz naše krščanske ljubezni. Se pravi, ljubezen do Boga in zapoved ljubezni do bližnjega ter sebe sta enake, ne pravi Jezus. Ne moreš, preprosto ne moreš blagor žalostnim zaradi zla v svetu. In ko vidiš zlo, kaj boš delal? Molil pa pomagal tem ljudem, ki ga trpijo, ko tebi ni treba. Hvala Bogu, da ne trpiš. Pa še to ne pozabiti, Kristus se poistovetil s trpečimi. Nag sem bil. Se spomnite, ste me oblekli, lačen, jesti ste mi dali, žejen, pit ste mi dali, popotnik sem bil, ste me sprejeli, uječen sem bil, ste prišli k meni, bolan sem bil, pa ste me obiskali. To je del naše drže. Jezus, Bog se istovetil. To je taka radikalna novost tega našega krščanskega Boga, v katerega mi verujemo. Ne? On je v polnosti človek in hkrati v polnosti Bog. In mi ne moramo drugače, kakor da, kako bi rekel, da se upodabljamo po njem, da ustvarjamo v svojem mišljenju, v svojem ravnanju Kristusovo držo. Par let nazaj vem, da so bile tudi nalepkice take, na katerih je pisalo, kaj bi na mojem mestu storil Kristus. Kaj bi na mojem mestu storil Kristus? Vsak dan, v vsaki situaciji. Da gremo pa še malo naprej. Se pravi, dobrodelnost, če se malo dotaknemo, skrb za uboge tujce in vdove, tega je v stari zavezi, kar naprej sliši. Razumete, koliko je bilo stroge zapovedi, ampak Izraelci takoj z vsemi so pa morali skrbeti za tujce, vdove in jim pomagati. Tujec se pri Izraelcu ne smel nikoli počutiti zapostavljenega. Ne? Nikoli. Ščitili so torej vdove z otroke, ki takrat niso imeli takih pravic, kot je danes. Ne? Se pravi, vedno za najmanjšega, najšibkejšega. V stari zavezi že naprej. To imate ogromno krat. Reveža naj ne bo med vami. To je že v stari zavezi. Siromaka piše tam. Naj ne bo med vami. Potem ima nova zaveza pa isto. Ne, Jezus sem ga že omenil. Kako je, ne? Tudi recimo, in potem že dalje, skrb za, oziroma se spomnite, kako je bila prva cerkev. V apostolskih delih piše, ne? So kar prodajali stvari, nosili skupaj in so tisto si potem delili. Ampak očitno ni bil najboljši model, če malo rečem. Ker ko je prišel Pavel Petru, pa Jakobu v Rim potrditi svojo vero, čeprav oznanja med pogani, so videli, da ja, in so mu dali apostolat za med pogani, pa so rekli, prav delaš, oznanjaj, samo spomni se nas. Tukaj smo revni, ne?
In potem Pavel, ne vem, v katerem svojih pismih že prav, te obljube sem se vedno držal. Obljube sem se vedno držal, da sem pomagal cerkvam v stiski, ne? Cerkev smo pa ljudje. Potem seveda pa ta karitativna dejavnost, dobrodelna, ne? Ki vsega se ne moramo dotakniti, no, si razumete. Potem drugi vidik te zagmotno skrb cerkve je pa skrb za tiste, ki se posvetijo služenju ljudem, cerkvi, Bogu. To so redovniki, misionarji, oznanjevalci, duhovniki. Zakaj redovniki posebej? Zato, ker v starih časih, pri nas zdaj nimamo tega občutka, ampak včasih so bili v samostanih, večina redovnikov ni bilo duhovnikov, ampak so bili bratje. In je bil samo en duhovnik praviloma na samostana, ne? Ali pa še eden. Vsi ostali so bili torej laiki. In še danes zdaj se počasi, se mi zdi, spet vrača, da mnogi duhovniki, mnogi kandidati za redovništvo ne razmišljajo o duhovništvu noter, ampak o redovništvu, ne? Življenju s karizmo. Duhovniki smo pa tisti, ki moramo biti na terenu, oznanjevalci, ne? Je odgovoren. Malo riskiraš, da si sam, pa da te šimpajo, ampak greš. Ne? Oni pa kaj drugega riskirajo, so preizkušeni. Se pravi, duhovniki, seveda tudi škofje. Zdaj imamo seveda potem pa spet različna področja. Ne? Imamo Slovenijo, kjer je posebna zgodba in zakonodaja, imamo Hrvate, ki so spet drugačna, imamo Avstrijce, ki je spet drugačna, Nemce spet drugačne, Francija spet drugačna, Anglija spet drugačna, Amerika čist drugačna, Nigerija spet drugačna, da gremo radikalno pogledati drugo zgodbo, ne? Mjanmar, kjer spet kristjane, katoličane šibajo in jih obešajo in minirajo cerkve, Indije, ne? Po vsaki državi je popolnoma drugače. In cerkev vedno skrbi za duhovnike. In duhovnik je najbolj, tako bom rekel duhovniki. Duhovniki smo najbolj srečni in zadovoljni takrat, ko ne potrebujemo in nam se ni treba nič bati ali pa prositi, da bi nam pomagala država. Ker potem smo vedno lahko neodvisni. Smo vedno lahko oznanjevalci. In katoličani, katoliški duhovniki, ki smo samski, torej nam ne morejo pritiskati niti na ženo in otroke, ne? Smo res svobodni lahko v oznanjevanju. Tu imajo pravoslavci bistveno večjo težo, to je bilo po vojni, ne? Na pravoslavne duhovnike, če so hoteli pritisniti, je pritisnil sem na ženo pa na otroke, pa je bilo, ne? Pa nas tega niso imeli tega, so bili mehanizmi, vse jih obtoževali pedofilije, homoseksualnosti, vse so se zmišljali, ne? So jih vrbovali, vse samo, da bi jih pridobili, ne? In nekatere so, druge pa niso. Ampak smo pa najbolj zadovoljni, če dejansko nam ni treba za to skrbeti in župnija poskrbi. Pri nas tega občutka nimamo, na en način imamo, ker v bistvu duhovniki pri nas živimo od mašnih darov, ne? Tiste intencije predpisane, ko je tistih 23, večina da 25 evrov, krat 30, to je župnikov dohodek na mesec, to lahko zračunate, ne? Je bruto in neto hkrati. To je njegov dohodek. Če še kdaj kaj dajo, je, če ne, ampak to je ta njegov osnovni dohodek. In to se da preživeti, ker nam duhovnikom, ker imamo župnišče, ne? Večino, ki je zopet župnija od zadaj, ne? Je zgradila župnišče, ga vzdržuje in se da preživeti. V drugih državah imajo pa tako, da recimo v Ameriki imajo pa tako, da župnija določi višino iz tistih dohodkov in dobi župnik plačo, ne? In dobi pa pač minimum za mašni dar, ne? Ker so mašni darovi, so ta mašni nameni ali pa dar za duhovnika, ki mašuje, so bistveno manjši, zato Hrvatje so tudi rešili drugače. V Avstriji imajo neke vrste davek, v Nemčiji tudi, v Franciji zopet drugače rešujejo, v Italiji imajo spet plača. Ne? Pa nas je pa takole. In v bistvu je to dobro za nas. To je dobro za nas. Je pa res, da mora biti župnija taka, da lahko preživi župnika, če rečem po domače, ne? Zato tudi, ko sem bil še arhidiakon, ko sem velikokrat šel, sem rekel, tudi lejte, povejte mi, ko proste za župnika, ali bi župnik pri vas preživel? Od tistih klobas, ki jih dobi za zimo, to se da hitro prešteti, ne? Koliko jih dobi, če ni mašnih namenov, kar je edini tak stali dohodek duhovnika, ne?
In zdaj, hvala Bogu, v mnogih župnijah, teh manjših, so duhovniki, ki imajo že penzijo, ne, tisto minimalno, tukaj, da imajo v bistvu rezen dohodek, pa zastonj mašuje, kar je pa tudi lepo, ne, da zastonj mašuje, ampak ni pa tacga, ne. Sem rekel, in če ne boste župnijo mogli vzdrževati duhovnika, ga pač ne boste mogli dobiti, bo pa za 2-3, a ne, to je tudi eden od pomembnih razlogov. Duhovnik ne sme biti revež, ni pa dobro, če ima tudi preveč, ne? Ampak večina duhovnikov pa, vsaj kakor jih jaz poznam, zna tisto, kar ima morda več, kot rabi za preživetje, obrne v dobrodelnost na nek način nazaj, ali v župnijo, ali v mlade, ali karkoli drugega, ne? Tako da, se pravi, to je to, delavec je vreden svojega plačila, to je že svetopisemski stavek, ki velja za vse, tudi za duhovnike, ne? Duhovnik v bistvu živi od oltarja, pa ne duhovnik še, ne? Tudi recimo katehisti, ne, ki učijo verouk. Si predstavljate, da bi ena gospa učila 20 ur verouka. To pomeni, če v službo hodila, bi dobila 2 jurje pa pol plača, deto. Če bi bila učiteljca, ne? Zdaj bo v cerkvi potem 20 ur učila verouk po zastonj. A je delavec vreden svojega plačila, a ni? Razumete? Zato je fajn, da vsaj neko zdravo, minimalno nagrado tem gospem damo za njihovo delo. Ni plačilo to, ne? To je, tako bi rekel, priznanje za to. Potem, recimo, hvala Bogu, naše mežnarce zastonj delajo, ne? Enkrat na leto jih povabimo na romanje, pa še takrat pol imajo tisto nabirko, naredijo po avtobusu, a ne? Tako da dobršen del pol spet pokrijejo nazaj. Ampak, če je človek dober, a ne, da, ne, tako kot smo slišali v teh dneh, ko si dober, daj. Oziroma, če si dedec ali ženska, če čutiš, daj iz ljubezni in to z veseljem in dobil boš, in ne meri, ne. Nazaj boš dobil potem potlačeno dvojno zvrhano mero. Tako gredo. In jaz kot duhovnik to vem, ne, jaz veliko krat že nisem imel nobenega denarja. Ampak vedno je prišlo. Vedno se je pojavilo. Pa si dal včasih tudi ta zadnjo, ne? Tako. Se ne govorim za Poljane, imam solidno, pa še z družine nekaj dobivam, tako da imam kar preživeli. Skratka, tole moramo imeti v mislih, a ne? Potem mi skrbimo, recimo Cerkev na Slovenskem skrbi tudi za misionarja, ne? S tem, da jim dajemo mašne namene in plačujemo za varovanje, Cerkev to plačuje pri nas, ne? Vse in misionarke, tako da je zgodba širša, ne? Nismo samo mi, ni samo Muzevnik, tako kot večkrat govorim, niso samo Poljane pa Poljanska dolina, ne? In Dekanija, in nisem Slovenija, nisem Cerkev na Slovenskem, je tudi Cerkev v Siriji, Nigeriji in povsod, ne? In vse to je Cerkev. In ljudje trpijo. Tako, apostol Pavel je tudi zanimivo rekel, pomagajte vsem ljudem, najprej pa bratom po veri. Najprej pa bratom po veri. Až pa to ni sebično. Zato, ker po vseh analizah in anketah verni ljudje več dajo v dober namen kot drugi. In je tudi prav z tega, da pomagamo tem ljudem, da pridejo k sebi, da preživijo, ne? Pa so pa cerkvene nepremičnine, a ni lepa fotka županoš tam iz zadnje strani, poznogotski portal, ki se je znašel v drugem štuku na podstrešju tega dvorca. Miro, si ti? Ti si gor? Ja, si. Ti pa Polde pa Damjan. Ja, lej. Skratka, nepremičnine. To, recimo take, nekaterih župnijah je veliko nepremičnin. Tudi v Poljanskih je veliko. Župnija stara preko 600 let, že prej bila nekaj časa skoraj kot samostojni vikariat in to se počasi nabere, ne. Hvala Bogu, tudi cerkve so skozi popravljali in dograjevali, ker večina cerkva so odkrili, da so bile romanske od spodaj, a ne. Romanske apside, pa so potem skozi se je delalo, vzdrževalo in nadgrajevalo. Potem so nam kakšno cerkev porušili, pa so naši predniki, nekateri še živeči tlele na tem poplavnem področju, pozidali novo cerkev, ker druge niso smeli. Ampak je treba tudi to vzdrževati, ne? Tudi to je. Potem, ker nam župnijski dom poplavlja, torej imamo zdaj tam velik izziv, da ga bomo rešili in ga že začenjamo, hvala Bogu, reševati.
zato da bo župnijski dom tam tak, kot mora biti, da bomo lahko tudi kristjani in seveda tudi vsi ostali zadovoljni. In je fajn, da se ob tem tudi vedno občestvo gradi, a ne? Tako da čutimo, zato tudi skušam vedno povedati, kaj je bilo že narejenega, bomo šli, kdor bo hotel večkrat pogledati, kadar bo v nedeljah, ko ne bodo smeli delati, a ne? Druge delajo, pa nas bomo skušali v nedeljah ne delati. Tudi zanj, ko so že vrtali, so bili eni muslimani, so spraševali, če lahko v nedeljo delajo. Sem rekel, ja. Je rekel, dajte, mi gremo pol ponedeljek, ne vem, kva gredo, za 14 dni na dopust. Sem rekel, pa če že morate vsem ne med mašami, ja, ne? Da ne ropotati isto. Potem, včasih pravijo, zakaj tukaj nepremičnin, pa zakaj kar naprej novo, ne? Zakaj kar naprej zidamo nove stvari? Skozi zgodovino je bilo vedno tako, da so nekatere stvari usihale, tudi nekatere zgradbe zgubljale svoj pomen, pa so druge lokacije dobile nov pomen. Recimo, nekdanje romarsko središče, eno od glavnih na Gorenjskem, je bila Marija Udarjena, ne? Kje? Ljubno. Še v začetku 19. stoletja. Do Brezi. Pa je pa kar nenadoma Brezje potegnilo, ne? In tam je bila tista kapeljica, ki je zdaj tista Marijina podoba noter, brezjanska, ne? Cerkev je bila pozneje dozidana. In tako je bilo tudi po naših župnijah, a ne? Stvari so se spreminjale. Ene so pač usihale, druge so pa dobivale. Zaradi raznih dogodkov, zgodovinskih dogodkov, vojn, zaradi duhovnih dogodkov, a ne? In tako je bila vedno taka dinamika cerkev in to spoštujemo, podobno za župnišče. Ne veste, da ima cerkev mnogo pastoralnih domov, bolnišnic po svetu. Od začetka so bolnišnice, špitali, ko je bil samostan, so vedno pozidali še zunaj bolnico, ne? To imaš še vedno tisti kraji blizu teh starih samostanov na Slovenskih, se celo še mnogokrat imenujejo špital ali pa špitalič, ne? Se pravi bolnišnica. Bolnišnica, potem pa samostan. V starih časih so bile tudi, ne? Domovi za ostarele, pa to, kar danes imajo nekatere župnije že, so bile hiralnice, so jim rekli. Pa sirotišnice so bile za otroke. Vedno, morda kdaj malo zamuda, ampak vedno je bilo ta čut za to, da so to vzdrževali. Tudi redovnice so noter delali, celo življenje za ston. Pa redovniki. So bili večinoma tako bratje, tudi redovniki. Življenje so podarjali za službo ljudem, ne? Pa ne samo, kaj je že tale ustanovitelj Vincenci Pavelski lazaristov, en tak primer, ko je začel najprej kot duhovnik službovati na teh galejah, ko so imeli še veslače in so bili jetniki gor, so veslali. In je šel ta ruhnim, pol pa naprej skozi reveže, pa za umirajoče. Vedno je bilo to v cerkvi. In hvala Bogu, a ne? Hvala Bogu, brez tega ne moramo. Zdaj pa to težko vprašanje, nekaj me večkrat vprašate in debatirate sami in jaz. Koliko oziroma kako darovati? Jaz sem samo malo nametal, a ne? Vsak zase si mora pa to odgovoriti. Se pravi, spomnite se uboge vdove. Uboga vdova ni dala nič skoraj, ampak je vse dala srce, vse, kar je imela, in se zanesla na Gospoda. Bogataš, un primer iz Lazarja, ne, ki je brez imena, ni nikomur nič ni dal, edin, kar je dovolil, toleriral pa je, ne, to je tak izraz, ne tolerirati. Toleriral je edin Lazarja kot berača. Da je lahko malo drobtinic dobil, verjetno so mu dali še včasih malo unga, kar je ostalo za jest, a ne Sonja, malo ostankov, malo se hecam, Sonja na eno temo, ki ve katero. Malo ostankov mu je dal, pa psički so ga prihajali lizati, a ne, tega berača. Vsak od nas se mora odločiti. Župnik, noben duhovnik, nobena cerkev, nič, nobena župnija ne bo nič odnesla z tega sveta, noben od nas ne bo odnesel. Vsi bomo dobili približno isto količine zemlje, no zdaj, včasih so rekli en kubik, zdaj malo manj, ker žal je večina se pokoplje tudi kristijanov v žaro, dobiš tisto 2 lopati, a
Ampak vsi dobimo neki zemlje gor, kako je že Janez Klobov smel, pa sta imela napisano beraški, kaj že beraški, ne, mrliški žepi so prazni ali nekaj tazga, nekaj tako, nič ne moreš odnesti. Ne? Skratka, zdaj imamo priliko za delo dobro in eni me vprašajo, pa koliko sem rekel, ne morem, jaz ne poznam vaših dohodkov, ne poznam vaših namenov, zagotovo pa lahko recimo, če primerjamo moža in žena, ki imata več otrok, ki še skrbite za to, da bodo otroci se osamosvojili, nikakor ne morate toliko dati kot dva, ki ste morda že starejši, njihovi otroci situirani in imate morda celo večje plače kot dva, ki imata veliko družino. Ne? Bistveno, razumete razliko? Bistveno lažje. Ja. Treba imeti tudi pamet, preudarnost. Ne? Nihče nikogar ne pogleda. Eni med vami imate, se mi zdi, že kar trajnik narejen, enkrat na mesec dobimo na trajniku, lepo nakažete preko TRR-ja, različne načine. Ne? Tako pa sem rekel to že zadnjič, da za enega gospoda iz naše fare, za katerega sem že razmišljal, kako bi mu pomagal, pa kako bi rekel našemu predstavniku za diakonijo, kako bi prišli do njega, pa bi pomagali, je prinesel zanj za mašo, je dal še tu, kot je mašni dar, še povrhu, rekel, to je pa za župnika, in potem je dal pa 500 evrov v njih taplavih pa za županu še. Veš, se pravi, uboge vdove ali pa vdovci, taki, ko bi po naših ocenah res potrebovali, imajo srce. In vedno mora biti to srce odprto, ne? Ker drugače postajamo taki, nasplošno taki k sebi obračati. To je tisto, kaj so bile že tam neko pohujšanje, ne? Oči, pa srca, pa pohlep, ne? Razumete? Hitro se človek, kaj je zdaj to? Že v Stari zavezi je en tak, lejte, težak, zahteven stavek v modrostni literaturi, v knjigi pregovorov. Kdor ima s siromakom usmiljene, daje posojilo Gospodu, Bogu daš posojilo, ki mu bo povrnil njegovo dobro delo. To sicer eni prevračajo to, ne? Ja, kristjani dobro dajete, zato ker računate, da vam bo Bog vse poplačal. Jaz nikoli ne računam, da mi bo poplačal. Ampak daš zato, ker vidiš, da nekdo rabi, ne? Morda te kdaj prosi. Ne posojim pa nikoli, ker to dosti nima, da posojilo dal. Zadnjič je enem prišel župnik, da mi posod toliko. Jaz nisem posojilnica, jaz dam. Tokle ti dam, če hoče. Seglih to, ker sem videl, zakaj je prišel. Ne? Pač daš, ne računaš. Ne? Tudi kakšen možakar, vem, da vsako leto bo prišel, ali pa kakšno gospa, župnik, dajte posode 200 evrov. Ne bom posodil. Kako da ne? Bom vrnil, ne, prvi pokoj, nima smisla se ukvarjati. Tlele imaš, pa še dvakrat pokliče, čeprav je že 3 mesece menilo, takrat, ki je obljubil, ne? Še reče, župnik bom naslednji, zdaj le še nekaj vlojen, pa pozabimo. On pozabi, jaz pozabim. Ampak tako hočem reči, ne dajemo zaradi tega, da bi imeli zaslužek, ne? Ali pa nagrado v nebesih. Ne? Čeprav mirno vemo, da je vse zapisano, kot rečemo, v ljudski govorici, ne? Pri Bogu v nebesih. Nič ni vrženo stran. Konc. Hvala lepa, ker ste prišli. To je malo za razmišljati, malo za razkuriti, malo ustvarje duha, da ne ostanemo zgubljeni in v povprečju, da vemo, zakaj imamo še pred seboj ogromno izzivov. No, to pa še lahko povem. En par je pa prišel, to je bilo, ne bom povedal kdaj, naš par pa imata tudi otroke, sta pa rekla takole, župnik, mi dva razmišljava, kako bi skušala narediti tako, da bi dajala 10% svojih dohodkov na mesec za cerkev, da boste imeli za potrebo cerkev pa reveža. To pa je že, to te pa kar malo stisnele, še mene malo stisnilo, priznam. Če bi, tako da bi rekel 10%, ne? To je pa veliko.
Ampak recimo imajo pa nekatere skupnosti, te naš gibanje znotraj katoliške cerkve. Tam imajo recimo, rečejo temu prehode, ne? Ko imaš prideš do duhovne stopne, neke programe, pa moraš iti pa naprej. Ne? Recimo, ko prideš tja, se moraš kot od mladenič, odpovej se vsemu, kar imaš in daj ubogim. In to študentje ali pa že poročeni. In ker skušajo resno živeti, takrat raje, si pol še služijo naprej. Ne? Takrat hočejo biti, ko naredijo ta prehod, nula. Biti nula. In prinesejo ponavadi imajo eno tako pravilo, 1/3 od tistega, kar imajo na TRR, se odločijo, da bodo imeli nula. Ne? 1/3 ponavadi dajo sami, kar odločijo, 1/3 ponavadi dajo župniku, za potrebe župnije, pa revežu v župniji, 1/3 pa škofu za tisto, da bo on lahko pomagal določenim ubogim. Veš, vsak vidi določene vidike. Ne? Koliko imamo različne poglede, ne? In koliko različno presojamo, je pa za razmisliti. Tako da, hvala lepa, naj bo večer blagoslovljen in tudi sveti postni čas. Bohlone.